Šankrok, Matjaž, zdravo. Živijo poslušalke in poslušalci Radia Prlek. Pred kratkim je šel vaš album Romantično in ste akustično romantični. Ja, ta album smo posneli na našem koncertu lansko leto, decembra v Cankarjevem domu. V bistvu je digitalni posnetek, ki je že na voljo na spletu pri založbi kaset in plošč RTV Slovenija. Album vinilka z 8 pesmimi, ker album vinilni je pač limitiran časovno, oziroma kako dolge so lahko skladbe, zato je šlo gor samo 8 pesmi. Pa izide v teh dneh in se ga ful veselimo, kajti to bo vinilka od leta 2017 šele naslednja. Gre za izbor vaših pesmi v drugačnih akustičnih aranžmajih. Ja, kako bi rekel, mi smo to že počeli pred skoraj 30 leti, takrat smo izdali akustični album Bossa Dama, ampak tokrat smo se pa lotili zadev malo drugače, namreč našim pesmim smo dodali godala, violino, violončelo in pa tokala in zadeva je spadla v bistvu zelo drugačna, zelo posebna, zelo nežna, zato smo tudi album naslovili z imenom Romantično. V novi skladbi, ki pa je sedaj prišla in ni akustična, pa niste več nič romantične. Ja, to je pa najava našega novega, tako imenovanega električnega albuma, ki smo ga nekje že zastavili 2 leti nazaj, ko se je Aleš Uranjek vrnil kot bobnar v band in takrat smo posneli pesem Se še spomniš, pa smo malo zaspali v narekovajih, zdaj smo se pa resno lotili dela, no, in ta singl Danes je dan nekje napoveduje, da bo leto 2026 skompletiran naš novi album, za katerega je pa tudi že po moje čas, no, kajti od zadnjega, ki je išel leta 2017, je sedaj minilo že 8 let, torej bo drugo leto 9 let, pa recimo, da bo to 18. album, s katerim bomo postali recimo polnoletni band. Je pa to prava rockerska himna upanja. Ja, smo se zelo potrudili, da bi tudi tako odpadli, kajti da bi tako posneli, kajti ko sem jaz prvič prebral ta tekst, ki ga je napisal Tokac, pevec skupine Dan D, sem takoj vedel, no, da je to, no. In recimo to je začela rasti ta ideja od lani jeseni in spomladi smo se spravili zdaj v studiu in posneli 3 pesmi in ta je prva, ki smo jo predstavili in mi je zelo všečno, da je tako sprejeta, kot smo si želeli. Je to skladba apokalipse ali proti apokalipsi? To je definitivno skladba z pozitivnim nabojem, kajti refren se končuje s tem, da bo vse okej, v kar tudi mi skozi verjamemo, skozi vsa ta leta, torej definitivno mora biti vse okej in upamo, da bo vse okej. Čeprav pa video, ki spremlja skladbo, kaže nekoliko drugače. Ja, v video nas predstavlja, kako bi rekel, analogno, digitalno, ne. To pomeni, da najprej nas predstavlja, kakšni smo mi v živo, ko pač igramo naše pesmi, potem se pa vsak izmed nas pojavi v neki futuristični vlogi, kjer se vsak bori z svojimi problemi, s svojimi strahovi in na koncu, če pogledate video seveda do konca, se vidi, da smo vsi našli svoj izhod iz stiske, svojo srečo, pač naše sporočilo, da bo vse okej. Matjaž, poletje prihaja, vidim, da imate veliko odrov. Ja, in se veselimo tega, moram reči, da bom letos brez lastnih počitnic in to lahko rečem z velikim veseljem, kajti nekaj najlepšega je, da lahko z mojimi prijatelji preživim veliko poletnih vikendov na odrih. Najbližje vam mislim, da bomo v Murski Soboti in seveda vas vabimo, da pridete na koncert Šankrok. Če se ne motim, je to 20. junija. Da, to je 20. junija, jaz upam, da boš tudi ti prišel, Boštjan vsekakor, pa seveda ob tej priliki bi bil vesel, če še v tistem tednu lahko se slišiva in povabiva vaše poslušalce, da pridejo na koncert v Šankroka v Mursko Soboto. Bo pa tam zagotovo zaigrana tudi skladba Danes je dan, Matjaž, in danes bo dan. Sigurno bo, kajti ta skladba po novem otvori oziroma začetek našega koncerta in mislim, da je to eno zelo lepo sporočilo. Danes je dan in naj se dogaja. Živijo, moje ime je Matjaž, sem pevec skupine Šankrok in vam želim obilo užitkov pri poslušanju oddaje Radioaktiv.